slovenščino, angleščino pa hrvaščino, tako na pol recimo. Sem pa nemščino se tudi učil v gimnaziji, sam sem že malo pozabil, že ene 6 let nazaj to bilo. Govorim 3 jezike, 4, recimo še hrvaščino. Drugače pa v gimnaziji sem se nemščino učil, tako da nemščina, angleščina, slovenščina pa pač hrvaščina recimo. Ja, slovenščino večinoma, angleščino pa bolj strokovno, oziroma kakor imam kakšno strokovno literaturo, kaj berem iz angleščine, pa pol pač iz tega prevedem pa tako. Večinoma uporabljam slovenščino, drugače pa za strokovne stvari se pa uporablja predvsem angleščina. Nemščino pa zelo malo, razen ko greš pač v to državo, kjer govorijo recimo ta jezik. Sem pa imel izkušnje s tujino, bil sem na enem projektu, kjer smo pač v srednji šoli, kjer smo sodelovali z nemško šolo. Smo imeli nek projekt, kjer smo snemali en kratek video v bistvu za tisto nemško šolo. Ja, spodbuja pač že s temi izmenjavami. Dosti ljudi kot Erasmusov pride k nam, dosti jih tudi gre v tujino. Tudi pri predmetih imamo kakšne predmete skupaj z Erasmus študenti in je pol to v angleščini. Zdaj slovenski študenti lahko v slovenščini izpit delamo, ali pa seminarsko, če je pač pri tem predmetu. Drugi pa pač v angleščini tuji. Pol tudi kakšne te strokovne literature, recimo v angleščini. Tako da ja, spodbujajo. Ni pa zdaj tako, da bi imeli slovenski študenti recimo angleško predavanje brez Erasmusa, ne. Jaz mislim, da ja, zato ker kamorkoli gremo, recimo če zdaj v Evropi pogledamo, če greš v Nemčijo študirat oziroma če greš v Nemčijo delat, je pogoj, da se znaš nemško strokovno izražati, da pač si lahko v stroki. Ja, ziher je, ja. Že zato, ker pač druge države, druge kulture imaš nekako širši vpogled na to, kako svet deluje, kako drugi ljudje razmišljajo, funkcionirajo. Tudi to, da imaš več jezikov, znaš govoriti, je fajn pol za življenje nasploh, da se bolj znajdeš pa tako da mislim, da ja, no.